Dobro jutro. Želim izkoristiti še zadnje minutke tišine in miru v naši hiši, v našem domu. Čez 15 minut bo tule že čisto druga situacija, ko bojo začeli kapljati dol naši družinski člani. Namreč nas je zdaj nekoliko več v tem našem domu. Že 14 dni sobivamo še z Agatino družino, ki so prišli iz Ljubljane, in bomo sobivali do nadaljnjega, dokler bo ta situacija trajala s koronavirusom. V ponedeljek smo v Besedi med nami brali tole. Na polovici postnega časa smo. Naše postne naloge in žrtve naj bi obrodile sad v našem življenju in Bogu omogočile, da bo v nas naredil nekaj novega. Zato danes pomislimo, katere nove stvari se dogajajo v nas in okoli nas. Ja, okoli nas jih je res dost. Že če pogledamo ven, tale vreme, tale sneg konec marca, na katerega smo v bistvu čakali celo zimo, v nedeljo potres, in ta situacija s koronavirusom, ki je v bistvu ohromila svet. Ja, ampak od nas je pa odvisno, koliko bomo mi pač Bogu omogočili, da bo tudi v nas samih naredil nekaj novega. Jaz sama se zdaj res urim v hvaležnosti za vse stvari, ki so nam bile do zdaj tako same po sebi umevne, in v zaupanju v Božjo moč in pomoč. V torek smo v Božji besedi prebrali tale psalem. Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah vedno navzoča. Zato se ne bojimo, ko se zemlja spreminja in se gore majajo v osrčju zemlje. Kako zelo se zemlja spreminja, ne? Zdaj zadnje čase in ja, gore se majajo v osrčju zemlje, dobesedno. V nedeljo potres, evo v torek beremo tale psalem. Mi smo ta potres konkretno čutili, verjetno tudi vi. In Bog nam vseeno kljub temu sporoča, da je On naše zatočišče in moč in pomoč v vseh teh stiskah, ki je vedno navzoča, če mu zaupamo in če se znamo nanj obračati v tem zaupanju. Kot sem že na začetku omenila, ja, nas je zdaj v tem našem domu več. Torej v skupnem gospodinjstvu sobivamo dve družini. Moram priznati, da mi je bilo na začetku kar tako malo, sem čutila nek strah ali pa tako so se mi porajala razna vprašanja, kako bomo zmogli, se pravi, opravljati svoje delo naprej. Agata Gašper itak nadaljavo, midva doma, punce, šolanje nadaljavo, otroka, ta mala dva, in kako bomo to z gospodinjstvom sfolgali, a ne. To res nam zdaj ta situacija ponuja veliko možnosti in priložnosti za urjenje v dobrih medsebojnih odnosih, tudi nama, da si pač v tej situaciji najdeva čas za naju, da tudi midva še naprej gojiva najin odnos, da sigurno pride zdaj do več napetosti, ampak nekako nam pa gre z Božjo pomočjo, pa tule tudi precej z Gašperjevo pomočjo, ker je pa ene take zelo dobre ideje in rešitve prinesel sabo, in smo jih zelo hitro posvojili in spravili v življenje. In
bi jih mogoče tudi zdaj na tem mestu predstavili, ker verjamem, da še komu pridejo prav. Mi smo naredili urnik dejavnosti, da se lahko čez dan orientiramo, kdaj ima kdo kakšno dejavnost, naprimer, kdaj imam jaz klavir, ali pa kdaj imamo malico, kosilo, večerjo. Pol tukaj pa so še dejavnosti, ko se bomo pa še zmenili, kdaj jih bomo imeli. In to so naprimer molitev, filmski večer, družabne igre, maša, pa telovadba. Pospravljanje. Posebej pospravljanje. Ti imaš kosilo, ne? Pospravljanje kosilo malega. Imate pospravljanje? Igor. Kdo? Daj, jaz dara uzverjeno. Kdo pospravlja po večeri? Malica nimaš, ne? Po kosilo? Kaj moramo hitro se daj? Ne, to bomo jutri. Ok. Evo, pripravljam za danes. To je v bistvu Kanban tabla, ki jo uporabljajo v podjetjih. Jaz sem to prinesel iz svojega podjetja, pa smo probali. Je ful dobro, če imamo več ljudi, tle nas je veliko in je treba, nas je 8 vse skupaj in se je fajn za stvari razporediti, da vedno ne delajo eni in isti in da lahko pač si recimo za cel dan si razporedimo vse stvari, ki so, recimo kuhanje kosila, kuhanje večerje, pospravljanje, priprava za obroke, so ene take skupne stvari, cunje, sesanje in tako naprej. In potem si vsak dan imamo kratek sestanek, ker si vsak prostovoljno vzame stvari, ne da pač nekdo delegira, kdo bo kaj delal, ampak si sam vzame in je pol tudi ta commitment ljudi, ki to delajo, je veliko večji. Tudi to delamo dnevno. Potem je pa še ena stvar, da to delamo že en teden. Je pa v bistvu sem ali pa včeraj prvič retrospektivo, kjer je pač vsak družinski član ali pa vsak član tima je povedal, kaj mu je bilo všeč čez teden, kaj smo delali in kje vidimo priložnosti za izboljšave. Ostanite zdravi in doma. Dio, čau, čau.